Maldivi so ena zelo eksotična destinacija, Ja, ki pri nas v Slovencih verjetno sproža en tak občutek neke sanjske destinacije, nekega ugodja, nekega luksuza, popolnega relaksa. Tako da prav gotovo je to nekaj, kar vsak zastriže z ušesi, wow, Maldivi, ne? razumem, ja, tako je prav. In meni ful všeč, ker dejansko vpraša, ne, in jaz sem takoj razmišljala, zakaj je tako znanka, zakaj je tako med ljudmi iz srca vpraša, kako gre, kako in kaj je tam na Maldivi, vse, ne. Itak I continue to work in this marketing agency. No, tega v bistvu nisva povedali, jaz to vem. Ti, ko si bila na Maldivih, si v bistvu delala za vlado v marketingu, v Ja, promociji destinacije. Sem delala v glavnega media center, public service media, in tam sem bila na international relations department, sem vodila tam. In takrat, ko sem srečala moža, ne. In sem pustila vse. Ampak ko jaz sem delala tam, ljudje znajo, jaz pa tudi government people. Torej, imela si poznanstva, imela si stike znotraj vlade v Maldivih, tudi znotraj branže. Poznala si, vedela si, kam se obrnita, ne? Ja. Ampak a bi rekla, da je to bila dobra, kvalitetna služba na Maldivih? What does it mean? Was it a good job back in Maldives? Was it a good job? Ja, sem bila ful zadovoljna, ker denar tudi dobim ful dobro. Pa je lahko how do you say, with the family quality time, ker je vlada, jaz imam tudi dva dni vikend, drugače, če je privat, dobiš samo en dan. In jaz itak takrat sama mama z moj sin. Mama samohranilka. Ti je veliko pomenilo, da je bilo tudi nekaj prostega časa. Ja. Ok, preden si prišla v Slovenijo, zares, za stalno, for good, kako si to predstavlja svojim prijateljem, kako si to predstavlja svoji družini, takrat 10-letnemu sinu? Kaj pa meni predstavlja? Predstavila. How did you introduce this to your family, to your friends? Moji prijateljici pa družina že zna, da jaz itak grem, odhajam iz Maldivov. Ampak sem začela iskati nekje 2017, ker itak nisem mislila živeti na Maldivi. In tako da vse vejo, da jaz bom šla, ampak nobeden je verjel, da jaz lahko grem tako daleč, jaz lahko dobim taka moč, ker itak je na Maldivi imamo taka kultura, da je za posebej ženske, da ne grejo nikamor sama, ne. In če gre, tudi je taka tabu, ne vem, ne. Kako ti greš, kako ti lahko dobiš tega, ti mora biti v doma nekje, ne. Ni negativno, ampak. Ajša, zakaj si si pa želela zapustiti Maldive? Jaz sem želela, zato ker itak jaz živim na glavnem mestu in tertiary education, how do you say? Kako se reče? Sorry, what? Higher education. Srednja, višja stopnja izobrazbe. Ja, višja stopnja Izobrazbe. Izobrazbe. Perfect. It's fine. Višja stopnja izobrazbe, ja, za moj sin, jaz bi ful rada dam, ne, in ko sem študirala na Maldivi, je taka, ko se reče, ni veliko
turniti. In ful sem hodila, da dam vse, kar nisem dobila za mojega sina, ne. In zato sem hodila iti ven. In ja, to je edini. Če jaz rečem malo resnost tudi. Hodila iti, ker how do you say that? I was heartbroken. You were heartbroken? And with Imela si zlomljeno srce because of Marko or because of your husband? my ex. Your ex-husband. Ja, Marko is now your husband, sorry. Torej, morda še ta zgodba, ja. Za žensko v Maldivih, kjer je običajno, da je doma, da ne gre nikamor, ste muslimanska družba. Kako izgleda, da zapustiš zvezo, v kateri si nesrečna, da greš ven, da iščeš druge priložnosti? Kako si zbrala to moč? Kaj si naredila? From the start, itak jaz sem bila ful individualna. Ko sem študirala, tudi sem študirala sama. Jaz prihajam niti tako, how do you say, rich family. Moje očeta delala v security, mama itak doma, jaz imam 4 brat. You were rich or you were not rich? No. Not rich. No, I don't come from a very rich family, not even very. So, Iz revnejše družine. ja. In imela taka cilja, da jaz bom eno business successful person. Tako je dala. In jaz bi rada, da moja mama pa moja tata taka proudness. Da sta ponosna nate. Ja. In tako, ko sem začela, sem študirala sama, sem bila in the top of the classes, ko sem študirala za osnovne šole pa srednje šole, tako. Ja, zato sem dobila taka independent moč, a ne. Ampak kljub temu si se relativno zgodaj poročila. Koliko si bila stara, ko si se poročila s svojim prvim možem? Očeta od mojega starega sina je prvi mož, prvi fant, ko sem dobila prvič in sem bila takrat 13 let. In itak on ni bil tako dobra človeka. Bil dober človek. Človek, ja. In jaz sem bila tako majhna, da ne znam, ne. In moja mama pa očeta Sta te svarila, da ni dovolj dobro zate? Ja, in tako je probali za ločiti, a ne. In veš, kako je kot teenager. Starši poskušajo ločiti. Ja, in tako gre magnet, ne. Zato sem poročila takoj, ko sem bila 18 leta, da ne bojo starši tako ločili, a ne. Ne bojo več. Itak zdaj jaz vem, ko jaz gledam nazaj, a ne, ni bila ta prava choice, ampak v vsakem choice imam tako, tudi če jaz pogledam pozitivno, če jaz nisem naredila taka choice. Če tega ne bi takrat naredila, te odločitve? Ja, da ne bom tukaj, a ne. Ne bi bila danes tukaj. Ja. V naši kulturi, v Sloveniji, je relativno težko razumeti, pri nas je sprejemljivo, da imaš kot dekle fanta, da greš tem fantom narazen, da imaš drugega fanta, da jih imaš konec koncev, da sprobaš nekaj okoliščin, preden se v zrelejšem obdobju dokončno odločiš in poročiš. Pri vas na Maldivih verjetno to ni bilo sprejemljivo? Zdaj je malo odprto. Takrat tudi je bolj odprto kot 15 ali 20 let nazaj, ne. Meni je bila taka, ker od začetka moja mama pa očeta vedeli, da on je ni prav fant. On je ni, ja, ne bom povedala. Strezen fant. Ja, in jaz takoj magnet, ne.
če dajo tako ven, mi gremo tako skupaj. Ja. Če ne, mogoče bom probala fante tudi v mojem življenju. Tudi moja sestra je imela toliko fantov, ne vem, ne znam koliko šteti. Torej, to je bil res splet okoliščin. Ti si se z njo poročila zato, da si imela mir pred starši, si te pustili pri miru. Kaj se je pa potem dogajalo? Potem si zanosila, si rodila svojega sina. Ja. Potem? Sem rodila, ko sem bila 20 let in takrat že sem vedela, da on ni prav fant. On itak, kako se reče, kriminal. Ukvarjal se s kriminalom. Budete tudi odvisnik od mamil, a ne? Sem zaupala. In jaz sem probala zadržati, jaz sem probala zapovedati, bodi priden, ni pusti tisti stvar. Pa ni šlo. Ni šlo. In sem probala za 6 let od mojega married life, prvi life. In moram odločiti, da jaz ne moram več. In sem rekla, da ne moram. In jaz bom šla, jaz bom poskrbela moj sina, ti ne rabiš, ker ji tako ne dela, ne dobi denar za doma, jaz itak, jaz sem taka vselela vse, ne, tako da sem rekla, ok, ne bom več in tako je, kot sem odločila. Takrat je bila moja leta 24 let in prej sem odločila za poročiti in sem sacrifice tertiary education za diploma, ne. In sem hodila študirati, še nadaljevati in rekla moja mama, jaz bi rada nadaljevati za moj S tvojim študijem. Pri 24 letih si se dokončno odločila, da greš stran od moža in da želiš nadaljevati s študijem. Ja. In tudi mama takrat je rekla, ona bo poskrbela za sina. Takrat moj sin je star 4 let zdaj. In sem šla na Maleziji za 3 leta. V Malezijo študirati. Ja, študirati. To je bil potem tvoja fakulteta. Ja. In potem še en semester še v Avstraliji. V Avstraliji. In tam jaz sem dobila tudi za živeti nazaj.